Vsi študentje, ki ste že ali še boste vpisani na Univerzo na Primorskem, lahko oddate vlogo za pridobitev štipendije v študijskem letu 2023-2024. Univerza na Primorskem je edina univerza, ki ima štipendijski sklad, in sicer že od leta 2008. V tem obdobju je štipendijo prejelo 585 študentov. Štipendijski sklad je namenjen podpiranju talentov, temelji pa na partnerstvu med univerzo, občinami in gospodarstvom. Prijavijo se praviloma lahko vsi študenti, je pa res, da tisti, ki jih dobijo, so običajno tisti, ki nekoliko bolj odstopajo od povprečja. Ali so ekstremno dobri na enem posameznem področju, da tako rečemo, ali pa so generalno zelo aktivni na veliko različnih področjih. Tako da tudi sama lestvica za izbor in ocenjevanje vlog je sestavljena na tak način, da upošteva in ene in drugi vidik. Poleg tega pa tudi uspeh oziroma sam šolski uspeh igra kar pomembno vlogo pri dodelitvi štipendije. Prijav je vsako leto ogromno, zato ne uspejo podpreti vseh vlagateljev. Letno podelijo štipendije 15 do 20 novim študentom. Ti lahko štipendijo ohranjajo vsako leto študija, a morajo zato izpolnjevati študijske obveznosti in učni uspeh. Namen je predvsem ta, da tistim študentom, ki so dobri ali pa nekako odstopajo od povprečja, omogočimo to, da se ukvarjajo predvsem z študijem, da jim ni treba ob študiju še delati in potem tu zgubljati časa in tako naprej, da res lahko posvetijo ta svoj čas potem študiju, posameznim projektom, raziskovalnemu delu že tekom študija in se potem opnejo tudi naprej. Kandidati vlogo oddate preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem. V primeru, da ste zbrani, pa vrednost štipendije varira. V sklad namreč vlagajo tudi občine in privatna podjetja, ki iščejo dolgoročen kader in se z izbranci lahko dogovorijo tudi za prihodnja sodelovanja. Tudi to je malo odvisno od tega, kako uspešni so na sistemu točkovanja, pa tudi od tega, kdo je tisti vlagatelj na koncu. Zdaj, vlagatelji tu, če so privatna podjetja, ker naš sklad deluje na principu partnerstva, oni so bolj prosti. Pri tem lahko sami se za študentom uskladijo, kakšno štipendijo mu bojo dodelili, dokler je tu univerza tista oziroma naše fakultete, tam je pa mogoče stvar bolj dorečena ravno zato, da je bolj transparentna do vseh skupaj. Tako da najvišje štipendije so približno 4500 evrov na leto, so pa potem najnižje pa polovico nižje za tiste, ki dosežejo nižje število točk. Skrajni rok za oddajo vloge je 15. september. V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran bo zaradi izgradnje 4. sklopa kanalizacijskega sistema med Bertoki in Zontarji od 7. avgusta zaprta občinska cesta Prade, cesta 8. Dela bodo predvidoma potekala 15 dni. Zapora cestišča se bo začela na križišču ob cesti 6 pri hišni številki 7 in se bo dnevno pomikala po cestišču ceste 8 proti igrišču. Cesta bo vsak delovnik zaprta med 7 in 16 uro. V tem času pa bo oviran dostop do nepremičnin tudi za tamkajšnje stanovalce. Dostop do ceste Ivana Starca bo urejen po Lovorovi ulici, parkirišče za avtomobile pa bo začasno urejeno pod igriščem. Mestna občina Koper bo z dograditvijo kanalizacije omogočila priklop na javno omrežje 204 prebivalcem in 61 enotam dejavnosti. Na območju Bertokov bo zgrajenih dodatnih 3476 metrov fekalnega in 503 metrov meteornega sistema z 2 črpališčema, s tem pa bo vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje na območju zaselka Zontarji, skladišča Dar, Severnih Bertokov in delno tudi Prad. Koperska potapljačica Alenka Artnik je konec prejšnjega tedna dosegla še en izjemen rezultat v svoji karieri in celo podrla svetovni rekord. V disciplini z dvojno plavutvijo in konstantno obremenitvijo se je potopila 111 metrov globoko. V svoji karieri je postavila že več kot 15 svetovnih rekordov. Tokrat je rezultat dosegla na Bahamih na tekmovanju Vertical Blue. Tekmovanje v potapljanju vsako leto poteka v Dinovi modri luknji, globoki 202 metra. Modre luknje so kraška oblika brezna, ki ga je zalilo morje. Ime so dobile po kontrastu med globoko, skorajda črno luknjo in svetlo plitvino okoli nje. Alenka Artnik je prejšnji četrtek s potopom 109 metrov postavila svetovni rekord. V nedeljo pa ga je še poglobila na 111 metrov.
Rekordni potop je trajal 3 minute in 41 sekund. Artnik pravi, da se je med spuščanjem počutila utrujeno in je razmišljala, da bi se obrnila. Vendar se je odločila za nadaljevanje, s čimer je podrla rekord. Potapljačica je prav tako specialistka za potope z enojno plavutvijo ter je tudi v tej disciplini dosegla svetovni rekord 122 metrov, ki ga je maja za 1 meter popravila Italijanka Alessia Zecchini. Alenka Artnik je še vedno na Bahamih, kjer skupaj z drugimi potapljači praznuje svoje dosežke. V začetku julija smo prejeli obvestilo, da naj bi bilo parkirišče pod plezališčem Mišja Peč v Ospu neurejeno in zanemarjeno. Ko smo odšli preveriti, kako je s tem, smo ugotovili, da je parkirišče ponovno urejeno, o čemer smo pisali tudi v tiskani izdaji Megafona. S parkiriščem sicer upravlja podeželsko-kmetijska turistična zadruga Bržanija, ki je tudi pristojna za njegovo urejanje. Urejeno parkirišče v Ospu je bilo nujno potrebno, saj kraj vsako leto obišče veliko število turistov, predvsem plezalcev, ki se navdušujejo nad naravnimi osapskimi stenami. Sredstva za ureditev parkirišča pod Mišjo Pečjo je zadruga pridobila v okviru projekta Like živeti na Kraškem robu iz programa Interreg sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Namen ureditve tega prostora pod Mišjo Pečjo je bilo prav ta, da se iz parkirnine financira vsa vzdrževanja dela in ureditev. Zato je bilo tudi pridobljena sredstva iz Lajka. No, seveda, ker pa mi dobivamo le 2/5, zadruga dobila 2/5 parkirnine, ostalo pa agrarna skupnost in pa Easy Park, smo omejeni na te prihodke. S temi prihodki racionalno razpolagamo in urejamo parkirišče tako, da je kot je maksimalno mogoče na osnovi tega, česar sem povedal. Poleti, ko ni obiskovalcev, nekoliko redkeje ali pa manj pogosto kosimo travo in urejamo. Namreč urejanje ni samo košnja trava, je tudi potrebno vzdrževati ograjo, mize, opremo, odvoz smeti in tako naprej. Mi smo prepričani, da bi bilo najbolje, če bi se tle uredila celotna infrastruktura, kar pomeni elektrika, voda in pa kanalizacija. S tem bi omogočili obiskovalcem večjo ponudbo, torej stojnico za prodajo domačih izdelkov, ki bi jo prodajali seveda ljudje, ki živimo na tem območju, in pa seveda mogoče priložnosti bife. Iz teh sredstev bi se pa seveda veliko lažje vzdrževalo in vsi bi bili bolj zadovoljni. Zadruga Bržanija, ki upravlja s parkiriščem pod Mišjo Pečjo, je bila ustanovljena z namenom povezovanja domačinov, da tako lahko skupno soodločajo o svojem življenjskem prostoru. Zadruga je neprofitna organizacija, kar je zelo pomembno, in mora vse presežke vračati nazaj. Torej nima smisla, da stvarjamo profit, ampak ga moramo vrniti in že prej poskrbeti za to, da bo ves denar, ki ga pridobimo, porabljen v našem življenjskem prostoru. Plezališče v Ospu je sicer last agrarne skupnosti Osp, obenem pa tudi del Nature 2000 in zato zaščiteno. Krajani Ospa sicer po besedah Severja podpirajo turizem, vendar se bojijo prevelikega vpliva masovnega turizma na okolje. Mi polagamo velike upe v sedanjo pod županjo gospo Matejo Hrvatin Koslovič, ki vemo, da pozna turizem. Imeli smo že skupni sestanek z zadružniki in smo predlagali naše rešitve. Želimo si namreč, da bomo soupravljali s tem prostorom, mi, ki živimo na tem območju, in da bomo imeli vpliv na življenje v prostoru, kjer prihaja turizem. Turizem na našem prostoru je tu, ga je in je nažalost masoven. Nažalost zato, ker smo prepričani, da turizem mora biti vzdržen, ne masoven. Kajti če je preveliko obiskovalcev, poseben problem predstavlja to za domačine in obremenitev okolja. V Ospu bi tako na območju parkirišča pod plezališčem najbolj potrebovali vodovod, elektriko in kanalizacijo. Tudi sicer Janko Sever opozarja, da je infrastruktura osnova za razvoj turizma, zato upa, da bo v bližnji prihodnosti Mestna občina Koper za to poskrbela. V poletnih mesecih se koprski skate park začne polniti po 7 uri zvečer, ko sonce začenja izgubljati na svoji moči.
Takrat se tu zberejo rolkarji, akrobatski rolerji, kotalkarji ter kolesarji BMX. Veliko se jih tu le rekreira, med njimi pa se najde tudi takšen, ki se s tem ukvarja bolj profesionalno, kot je recimo mladinski državni prvak v rolkanju. Jaz sem Klemen Boc in sem iz Izole, skejtam že 5 let, star sem 15 let. Ja, to je to. Nad tem športom se je hitro navdušil potem, ko je poizkusil rolko svojega starejšega brata. Sedaj trenira skoraj vsak dan. Jaz bolj prosto treniram. Pač imam trenerja, mi pomaga za nekatere stvari. Klemen je povedal, da imajo v poletnem času veliko tekmovanj, ki pa potekajo tako. Tekmovalec ima na voljo 45 ali 60 sekund, v tem času pa mora izvesti čim več trikov na objektih v skateparku. Trike si določi sam, nato pa jih v omejenem času mora izvesti. Povej, kateri je tvoj najljubši trik? Trayflip. Kaj pa je najtežji trik, ki ga znaš narediti? Hardflip. Klemen se je uvrstil tudi na Olimpijski festival Evropske mladine, ki je prejšnji teden potekal v Mariboru, kjer je zastopal slovensko ekipo. Pristal je na končnem 18. mestu v kategoriji dečkov. Tekmovanje je bilo na visokem nivoju, konkurenca pa neverjetno dobra, je zapisal vodja slovenske reprezentance Aljaž Jerman. Kakšna pa ti je bila ta izkušnja, ko si v bistvu tekmoval proti celemu svetu oziroma Evropi? Dobro. So bili ful dobri skaterji. Mi je bilo všeč. In kakšni so zdaj Klemenovi načrti za prihodnost? Da se čim bolj izboljšam in da se imam lepo. Univerza na Primorskem tudi v poletnem času skrbi za različne aktivnosti in vsebine, ki jih ponuja mladim. V avgustu bodo izvedli poletni tabor Orada, ki je namenjen računalniškim navdušencem. Gre za računalniško delavnico, praviloma je namenjena srednješolcem oziroma lahko tudi zadnjim razredom osnovne šole, skratka otrokom, ki imajo ali pa mladostnikom, ki imajo že nekaj predznanja, da bojo lahko sledili vsemu programu. Odvijal se bo na fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in jo tudi izvajajo naši profesorji in asistenti. Računalniški tabor se bo odvijal v drugi polovici avgusta, natančneje med 20. in 24. avgustom. En del bo namenjen programiranju v Pythonu, drugače bojo tudi bolj, dajmo reči temu, neke igrice, izzivi, projektno delo in tako naprej, tako da zelo raznolik program je objavljen na spletni strani Famnita, si lahko preberejo, namenjeno je pa predvsem temu, da se počasi poznajo s tem računalništvom, programiranjem in tako naprej in se morda upamo navdušijo za to poklicno kariero. Na Famnitu bo istočasno potekal tudi tabor iz matematike. Poleg tega so za osnovnošolce in dijake organizirane tudi delavnice, ki jim ponujajo drugačen vpogled v arheologijo in podvodni svet akvarija. Ja, absolutno, eden je bil že omenjen, torej še matematika je kul, tabor iz matematike. Poleg tega pa predvsem naš center znanosti s svojima enotama, Arheološki park v Simonovem zalivu in pa Akvarij Piran ponuja delavnice tu za malo mlajšo populacijo, tam od 9 let naprej recimo. Na te delavnice se je potrebno prijaviti, potekajo pa v akvariju vsak ponedeljek dopoldan. Zdaj ena je napovedana naslednji teden, kjer lahko otroci izkusijo, kako poteka hranjenje živali v našem akvariju. Arheološki park pa ponuja delavnice ob sredah dopoldan. Na delavnici se je potrebno predhodno najaviti, ker je število oseb, ki lahko naenkrat sodelujejo, omejeno. Luna in njeni pojavi že od začetka civilizacije vzbujajo radovedno številnih znanstvenikov. Luna in njene faze nam vsak mesec ponudijo drugačno predstavo, ki jo lahko opazujemo na nočnem nebu. Tako bomo avgusta imeli priložnost videti kar 2 superluni. Luna se okoli Zemlje ne vrti v popolnem krogu, ampak je elipsa. Torej, enkrat je dlje, enkrat je bliže. Razlika med najbolj oddaljeno in najbližjo točko je cirka 15%, 14%, ampak smo tam. In zato, ko je bliže, vidimo malo večjo in včasih mediji iz tega naredijo velik pomp, kot da bo naenkrat Luna čez
pol neba, ampak v bistvu govorimo o Luni, ki je za cirka 15% večja. Zdaj jasno, ker gre svetloba s kvadratom, je tudi 30% svetlejša, kar deluje bolj konkretna številka, ampak spet, če pomislimo, da ni da bo površina bolj svetla, nas bo bolj osvetlila s tem, tako da bi namesto v sobi imeli 13 žarnic vžganih namesto 10. Vprašanje, če bi opazili razliko. Superlune niso redke, pojavijo se 3 ali 4 na leto. Avgusta bomo lahko videli tudi modro luno, za katero v angleščini obstaja fraza once in a blue moon, kar pomeni, da se nekaj zgodi zelo redko. Letos pride v bistvu se sklada s tem pojavom tako imenovane modre lune, blue moon, ki naj bi bila spet nekaj blazno romantičnega, spet je zelo pevajo. To ni nič drugega kot to, da imamo 2 polni luni v enem mesecu. Mesec ima 30 ali 31 dni, razen februarja. Luna naredi svoj krog v 28 dneh, kar pomeni, da prej se ujameta tako, da bo ena na začetku meseca, enega na koncu. Torej, namesto da imaš eno polno luno 15. januarja in naslednjo, 13. februarja boš imel eno 1. januarja in naslednjo 29. januarja. Pade na isti mesec naš koledarski in nič drugega posebnega ni. V noči 1. avgusta so bile pri nas nevihte in superluno je bilo mogoče videti šele po polnoči. Iz Grčije pa smo dobili posnetke rdeče superlune. Fizika smo vprašali, zakaj je bila luna v Grčiji rdeča, medtem ko je pri nas bila videti le malo večja. Rdeča je ponavadi, ko je nizko. Tudi sončni vzhod, sončni zahod je rdeča. To je čisto efekt naše atmosfere. Rdeča svetloba se drugače uklanja kot modra svetloba, zaradi tega imamo Mavrice, zaradi tega imamo cel kup raznoraznih pojavov, zaradi tega je nebo modro, ker če si mi predstavljamo, smo mi na Zemlji, vidimo svetlobo iz sonca, rdeča se bo razpršila malo proč, bomo dobili več modre, zato je nebo modro in ne črno. Po drugi strani pa, ko je sonce nizko, se več modre absorbira in drugače se uklanja in vidimo bolj rdeče. 30. avgusta bomo lahko videli modro luno, vendar ta ne bo resnično modre barve. Da bi bila luna zares modra, bi bil potreben velik vulkanski izbruh ali velika količina dima v zraku. Če pa bo vreme lepo, jo bomo morda lahko videli, ko bo nizko na nebu in rdeče barve. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so letos zabeležili množičen pojav planktonskega polžka. V bistvu gre za vrsto Cressis acicula, to se pravi, rečemo tudi morski metuljček. To je predvsem zaradi oblike noge, ki je oblikovana v taki 2 peresci, s katerim tudi v bistvu vzpostavlja neko lebdenje oziroma vertikalno premikanje po vodnem stolpcu, v katerem živi. Pojav polžka ni neobičajen, saj se pojavlja pogostoma. Posebna je množičnost tega pojava. Zdaj, ta vrsta se pri nas pojavlja redno oziroma vsaj periodično. To se pravi, da njeno pojavljanje je nekaj izjemnega. Kar je mogoče izjemno, je količina, v kateri se je pojavila. Ker občasno v nekih določenih ciklih, v določenih letih se pojavlja bolj množično. In letos je očitno tako leto, ker lahko na morju opazimo take rožnate oblake, kjer so v bistvu ti organizmi skoncentrirani. Čeprav so sposobni lastnega premikanja, jih k nam prinesejo morski tokovi. Oni v bistvu so sposobni nekega lastnega premikanja, ampak gre bolj za vertikalno premikanje, proti površini ali proti dnu. S tem v bistvu ali se premikajo za hrano ali pa se umikajo predatorjem. Medtem ko to vertikalno premikanje v prostoru 2D, je pa odvisno predvsem od vodnih tokov. In ponavadi je tako, da jih pač raznašajo okrog vodni tokovi. Planktonski polžki so zaradi svoje velikosti vidni s prostim očesom. Zaradi svoje posebne oblike jih lahko tudi občutimo. Sicer pa ljudem niso nevarni. To so planktonski organizmi in za razliko od večino planktona njih lahko tudi opazimo s prostim očesom, ker dosegajo velikosti od nekaj milimetrov pa tudi do centimetra, mogoče še kaj več. Tako kot praviloma večina polžev imajo lupinico, ki je narejena iz argonita, iz kalcijevega karbonata, oblike kalcijevega karbonata in je taka zelo šilasta, zelo taka, izgleda kot neka iglica. In vrh te lupinice, njihove hiške,
je zelo špičast in ob stiku z človeško kožo se lahko tudi vanjo zapiči. In to je, ko nekateri kopalci opazijo nekaj, da jih nekaj špika, mogoče občasno srbi, gre za to, da je ta lupinica zelo krhka in ob stiku, ko prebije recimo kožo človeškega telesa, se odlomi in potem to lahko mogoče malo iritira ljudi, ampak načeloma ni nič nevarnega, niti v bistvu ta pekoči občutek ne povzroča neka kemična spojina, ampak gre zgolj za to iritacijo zaradi izrobljene lupine tega polža. Ne? Začetek avgusta je in skoraj vsi so na dopustu. Mi smo se pa odpravili na Koprske ulice preveriti, kateri turisti so nas obiskali letos, koliko časa so tukaj in ali jim je Koper všeč. Poglejmo, kaj so povedali. You're here for the first time in Koper? No, the second time it is. And why did you come? We come from Germany. And why? Why? Because it's a nice town, it's a nice country, the weather is good. For how long are you staying? We'll just stay today, perhaps a day longer. And what do you... 1 or 2 days. And what do you do here? We'll just sit here, relax, eat a little bit and enjoy the town, the city. The beaches also? The beaches, not really. Yesterday we were in Piran and today not go to the beach. You're going to come back to Koper? Yeah, it's a nice town. We will... V Koper smo danes prišli, drugače smo pa v Strunjanu. In kako se vam zdi tukaj? Ja, lepo. Ja, lepo, ja. Pridete večkrat? Ne, nismo tako pogosto. Ja. Koliko časa boste pa ostali? Gremo že nazaj, bili smo pa en teden tukaj. Ja. Ste prišli predvsem zaradi morja? Ja, tudi je pa malo, vsi kaj radi pogledamo tudi, ne? Tako da je kar v redu. Greste tudi na podeželje kaj pogledati? Smo iz podeželja doma. Ja, tako da imamo doma tudi kmetijo in tako da smo malo oddiha. For a visit the city before to go to Piran. So where are you from? France. Okay. Near Bordeaux. Okay. And for how long are you staying? 10 days. 10 days. And do you like it here? Yes. It's very beautiful. You are a beautiful country. It's very, very beautiful. And what are you doing, for example? You go to the beach or something else? We visit Bled, Vingar, Postojna. Yeah, it's amazing. And Predjama Castle. Yes, it's very beautiful. We're on a cruise that landed in Trieste today, and we rented a car and we just decided to explore. So for how long are you here? We're only here for the day. We go back to America tomorrow, but out of Venice. We have a flight out of Venice tomorrow. We've been on a cruise that started in Athens on the Norwegian Gem, and we kind of wanted to get away from the crowds because we've been to some places that have been extremely crowded, and we rented a car and saw on the map this looked like a little beautiful seaside town, so we figured to check it out. So you like it here? Yes, it's very nice. It's the only place we've been that hasn't been overrun with tourists. Even though we are a tourist, it was nice to get away from the massive crowds. That Hvar was very, very crowded. Where were we yesterday? Oh, Split was very, very crowded. Dubrovnik was just people everywhere, but this is beautiful. We arrived 3 days ago, but we went to Piran and Portoroz, and we live in the mountain, in a small village in the mountain. And you actually, for how long are you staying here? We leave on Saturday to Ljubljana. Yes. And how do you like it here? Yes, it's nice. Koper, it's nice. I like it. The old town, it's not many tourists. Noi attualmente siamo in vacanza a Trieste e quindi oggi abbiamo fatto una gita e poi volevamo fare un salto anche alle grotte di Postumia. E andate ancora a Postumia? Postumia sì, e poi pensavamo nei prossimi giorni di spostarci a Lubiana, il lago di Bled, e poi rientrare al Tarvisio e in ultimo visitare Udine, Gorizia e Nova Gorica e poi magari Venezia. E poi torniamo a casa, noi siamo di Torino. Ok, allora per quanto tempo siete in giro?
Allora, sicuramente fino al 16 di agosto, perché poi si riprende a lavorare. E la prima volta in Slovenia? La prima volta sì, ero stato tipo 25 anni fa, ma nella ex Jugoslavia, quindi la parte più verso il sud di quello che adesso è la Croazia. Povej mi, odkot si? Iz Celja. Si tukaj kot obiskovalka samo za danes ali ste na počitnicah? Prišli smo za 3 noči, malo se kopati. In prihajate večkrat v Koper? Ne, danes smo prvič. Od včeraj pa. In kako se ti zdi? Lepo je staro mesto. Plaže so tudi zelo lepe. Se pravi, misliš, da se boste vrnili še? Jaz bi se vrnila, ja. Drugače odhajate kam drugam na dopust ponavadi? Ne, v Portorož, v Slovenijo. No. Tuja. Tuja, okej. Kdaj ste prišli v Koper? V četrtek, v soboto. Okay. In to zdaj prvič v Kopru? Ne, pa mi dva smo že 10-krat, 15-krat bila v Kopru tu na morju. Ja. Torej vam je všeč Koper? Ja, izredno. Pa cela obala, gremo malo v Kopri, pa gremo Portorož, pa Ankaran, danes smo se z Ladico v Ankaran pelala, pa tako. Ja. Dokdaj pa ostanete? Danes gremo domov. Žalostno, ampak moramo. Ste prvič tukaj, oziroma kdaj ste prišli v Koper? 21. julija. Ste že dolgo torej. In koliko časa boste tukaj še? Jutri gremo domov. Torej se zaključujejo počitnice. Večkrat prihajate v Koper? Zdaj že to 3. leto. Kje pa recimo ste nastanjeni, v apartmajih? V Škofijih, mobilna hiška. Kaj ste počeli recimo tle, poleg plaže? Vse sorte. Ja. Ste bili tudi kaj na podeželju? Ne, nismo bili. Ker Koper pa Ankaran. Naslednji prizori niso iz Amerike, kjer smo ponavadi vajeni takšnih pojavov. Tornado je nastal pri nas v Ilirski Bistrici. To se sicer ni zgodilo prvič, namreč v Sloveniji smo ga najprej opazili leta 1985, nazadnje pa nas je obiskal leta 2014. Zdravo! Znova sem tukaj z vami, da vam predstavim dogodke, ki se jih lahko udeležite v prihodnjem tednu. Znova je na sporedu paleta raznovrstnih koncertov, filmska projekcija Kino Istre, zaključni večer festivala Jeff in nadaljevanje šagre v Dekanih. V soboto 5. avgusta vabljeni na koncert istrske glasbene skupine Vruja. Dogodek se bo odvijal na ankaranski plaži Valdoltra in se pričel ob 20:30. Zasedba, ki obstaja že dobrih 20 let, igra na ljudska glasbila in pesmi, prepeva v slovenskem, italijanskem in hrvaškem narečju. Istega dne bo prav tako v Ankaranu na plaži Študent še en koncert. Ta se bo pričel ob 10. uri zvečer. Na Študentu bo tokrat nastopila mlada glasbena skupina Kokosi, ki je znana po iskrenih, čustvenih besedilih ter žanrih, kot so indie pop, rock, hip-hop in funk. Prisluhnimo njihovi skladbi Marija. V soboto ob 21. uri bo v Dekanih ponovno vaška fešta, ki bo trajala vse do nedelje. V soboto ste tako vabljeni na šagro v Maškarah, kjer vam bo družbo na odru delala zasedba Nočni skok. V nedeljo 6. avgusta
pa bodo na voljo še aktivnosti, kot so briškolada, dekanske igre, nastop folklorne skupine in pa koncert zasedbe Roxy. Prav tako v nedeljo pa bo na placu pod Belvederjem na voljo še dalmatinski večer. Nastopila bo namreč vokalna skupina Klapa Kapris, ki prepeva tradicionalne dalmatinske, istrske in slovenske pesmi. V ponedeljek 7. avgusta bo oder koprske taverne zavzela Anika Horvat v spremstvu Leana Luigija Kozlarja in Gabriela Juriševiča na kitarah. Pevka tokrat obljublja akustični koncert, na katerem bo zapela svoje avtorske skladbe in pa tudi nekaj priredb. V četrtek 10. avgusta se bo na vrtu Koprskega pokrajinskega muzeja odvijal zadnji večer festivala Jeff. Ta bo tokrat malo bolj živahno obarvan. Prvi bodo namreč nastopili tržaški džezeri Penta Trio, ki so znani po izvrstni improvizaciji. Za njimi pa še rimski kantavtor Portos, ki je znan po humornih besedilih in energičnih nastopih. Istega dne ob 22. zvečer pa bo v Dekanih ponovno filmska projekcija, ki jo organizira Kino Istra. Tokrat bo na sporedu špansko-francoski film Zveri. Podeželski triler v kombinaciji s psihološko dramo govori o napetih sosedskih odnosih zaradi gradnje vetrne elektrarne. Več pa si lahko ogledamo v odlomku napovednika. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. V petek 11. avgusta vabljeni na Markovško zelenico mladinskega centra Markovec City, kjer bosta ob 21. uri 2 koncerta. Za imenom Ujma se skriva Vasja Onič, bobnar zasedb Persons from Porlok, Morvern in Rush to Relax. Za njim bo nastopil še Samuel Blues, vsestranski umetnik, ki preigrava delta blues in grunge ter vas z nogo popelje v težke ritme. Prav tako v petek pa bo plažo Študent obiskala zasedba Jugo Nostalgika, ki bo preigravala pesmi najboljših rock bendov bivše Jugoslavije. Koncert se bo pričel ob 21:30 minut. Petkov večer pa lahko preživite še v Auditoriju Portorož, kjer se bo ob 21. uri pričel prvi dogodek Portoroških noči. Na prvem večeru bo nastopil hrvaški pevec Petar Grašo, ki vam bo zapel vse aktualne hite. V petek zvečer pa se bo v Hrastovljah pričel še festival Na Višti, ki bo združeval lov na zaklad, performans, glasbo, vizualno umetnost in razne istrske dobrote. Na prvem večeru vas bo zabaval kolektiv Pero Srce, ki je za vas pripravil poseben multimedijski performans, navdahnjen s hrastoveljsko pokrajino. Več dogodkov lahko najdete na naši spletni strani megafon.si. Najlepša hvala za pozornost, se vidimo naslednjič.